Startup Studio. Dobar dan, vošče Martina Arčon. Startup Studio v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom in mestno občino Nova Gorica. Vabljeni k poslušanju oddaje, v kateri bomo praznovali. Podjetje Ledlux je v poletnih dneh obeležilo 10. leto uspešne poti in direktor ter soustanovitelj podjetja Matija Klinkon je moj gost danes. Dobar dan, voščim. Pozdravljeni. Najprej iskrene čestitke. Najlepša hvala. Kaj lahko rečemo? Dolga, intenzivna, kratka, razburljiva? Dolga, intenzivna, neprespana, dosti stvari, ki si jih niti na začetku ne bi mislil, in če bi me kdo danes vprašal, če bi šel še enkrat v to, bi verjetno 3-krat premislil na 2-krat. Ampak danes, če se ozrete nazaj, vidite, da je bilo dobro in je bila prava odločitev, da ste vztrajali. Kljub vsem, bom rekla, izzivom, ki ste jih skozi 10-letno pot doživeli. Ja, če danes pogledamo, je super, lepše se ne bi moglo iziti skoraj da. Res je, ne? Smo super ekipa, smo ratali res lepo podjetje, imam super ekipo sodelavcev, zaposlenih, kateri smo kot dihamo skupaj, kot ena velika družina, dihamo vsi naenkrat, bi se lahko reklo, ne? In je res super tako delati in z užitkom. Jaz prihajam z užitkom službo, upam pa, da tudi zaposleni. Ostali. In teh ni malo, ne? Skoraj 80? Skoraj 80 nas je v ekipi, ja. Hitro rastoče podjetje je to, kaj ne? Ja, ne vem, ali je to hitro ali počasi, ne. Jaz bi rad, doskrat imam višje cilje, ne, še kaj več, ne, potem, ko mi ostali rečejo, Matija, le je že zelo hitro, ne, potem se tudi sam malo dam na realna tla. Ampak morda, če veš še malček, ne, vendarle pobaram, rekli ste, ne vem, če bi šel nazaj. Kje vaš čevelj žuli? Kaj je bilo tisto najbolj hudo v teh letih? Ja, če zdaj pogledam, kje smo danes in kje smo bili recimo 8 let nazaj, 7 let nazaj, ne vem, kako nam je ratalo, vsem skupaj, odkar nas je bilo par na začetku sprejet, prave odločitve in iti prav naprej, da se nam je vse tako izidlo, kot se nam je. Ne. Sigurno ima pa tle tudi dosti vloge sreče in to, da smo znali izkoristiti trenutke. 10 let, torej, šli ste, če rečem takole, iz startupa. Spomnila se bova začetkov, nekoliko kasneje, za vse tiste, ki morda Ledluxa vendarle ne poznajo. Matija, kako bi predstavili podjetje? Torej, razvijate, proizvajate, tržite pametna LED svetila za poslovne prostore po vsem svetu. Prostore imate v Vrtojbi, ampak ta moja predstavitev je skromna. Preskromna morda? Ne vem, jaz bi povedal še bolj skromno, tako proizvajamo LED svetila, delamo v bistvu naša svetila, tako kot so narejena, so predvsem modularna in to bomo lahko malo naprej povedali, zaradi tega, ker smo tudi tako modularni in vse, smo dobili tudi enega strateškega partnerja, eno podjetje nemško, katero obstaja 111 let, ima 6000 zaposlenih in to, da so se oni odločili vstopiti partnerstvo z nami in da mi delamo danes tudi za njih, svetila, je v bistvu za nas največja pohvala, da smo imeli prave odločitve, naredili prave produkte in da imamo visoko kvaliteto. To nam pravijo oni, kateri so naši partnerji. Kako priti v stik s takimi giganti, če se takole izrazim? To je bilo pa spet, kot sem rekel prej, sreča. Slučajno smo se na sejmu spoznali leta 2017 in smo si zamenjali vizitke in smo si zamenjali potem 2 elektronski sporočili, 2 klica in tako se je žogica lotila kot led, bi rekli. Pravzaprav locirani ste v Primorskem tehnološkem parku, tako da ste del te skupnosti že vrsto let, kaj ne? Tako je, ja, že s prvim podjetjem leta 2004 smo se udeležili takrat s tem kolegom, ki smo naredili to prvo podjetje, smo se udeležili prvih njihovih delavnic, in moram reči, da od leta 2004 do danes se je precej spremenilo, da nas so delavnice precej bolj kvalitetne, boljše, pomagajo dejansko bolj mladim, kako odpreti podjetje, kako poslovati in razbistrijo predvsem misli in ideje, da zna že vsak, ki pride tam, samo ceniti, potem na koncu,
kaj mora še spremeniti, narediti, da bo ta njegova ideja pila vodo. Se pravi, da lahko preskočimo kakšen korak, ne? Se naučimo od drugega ali ne ponavljamo enakih napak, kot rečeva temu sosed. Tudi, ne? Jaz najrajši delim moje napake, katere sem naredil v preteklosti. Važno je samo, da se iz napak naučimo in najtežje je pa za vsakega, ki mu daješ nasvete, ne, potem, da upošteva nasvete in da razmišlja tako, kot da razmišljaš ti, ne, se tudi vsak ne razmišlja enako, ne razmišlja prav, ne. Ampak se ob vaših besedah pravzaprav lahko naučijo, ne, nekaj novega in ne ta brainstorming, da tudi lahko je še tako slab kakšno novo idejo, ki jo potem unovčimo in skoristimo sebi v prid. In prav to je namen teh, bom rekla, podjetniških druženj, ki jih pelje tudi Primorski tehnološki park. Tako je, v bistvu tam pridejo različni mentori z različnih področij, kateri pomagajo potem novim nadobudnežem, kateri bi odprli podjetje, naredili ali pa katerega že imajo, kako se v bistvu boljše promovirati, boljše zapakirati idejo, kako boljše poslovati in vse te stvari. Prej ste rekli, da je dobro, da se iz svojih napak nekaj naučimo. 2 podjetji ste imeli pred Ledluxom, oziroma ste jih ustanovili. Se je na poti zalomilo? Ta prvo podjetje smo v bistvu ustanovili, smo imeli še solastnike tudi Italijane, na koncu smo to podjetje prodali Italijanom. Jaz sem potem naredil še z 2 kolegi novo podjetje, ampak takrat je bila niso bili najboljši čas in to se lotila malo kriza in smo potem to podjetje v bistvu ugasnili. Jaz sem pa medtem šel delati v Italijo, kjer sem spoznal tega mojega partnerja, gospoda Dino Ferragotto, in počasi sva začela razmišljati o kako se ustanoviti podjetje. Se pravi, kaj je pomembno, da ob padcu, morebitnem padcu, ne zgubimo motivacije, ampak ustvarjamo, raziskujemo naprej, kaj vam pomagalo, da ste potem se zavihteli še višje? Ja, vsakeč, ko padeš, se moraš naučiti, zakaj si padel, ne? In pazi, da ne boš ponovil enake napake ali podobne, ne? Predvsem pa se moraš navaditi, jaz bom rekel tako, razmišljati 2 koraka naprej. Aha, kako se to naučiš? Izkušnje. To pa težko. Tega pa ti nihče ne more dati, kaj ne? Ne, to ne. Vsak ve zase po sebi. Se pravi, lahko rečeva vse ob svojem času? Tako je. Kako pomembno se pogledovati s konkurenco, s tujimi trgi, zato da morda dobiš vendarle nekaj več izkušenj, primerov boljših in slabših praks? Zelo pomembno, ne. Mi precej sodelujemo z našimi partnerji, jih konstantno poslušamo, izboljšujemo izdelke, poslušamo njihove, kaj bi oni želeli, kaj potrebujejo in skupaj z njimi potem tudi razvijamo naprej določene produkte, katere imamo danes v katalogu, so v bistvu plod skupnega sodelovanja z njimi. To je vrtoglava številka, ne? Število produktov v katalogu. Ja, če gledamo samo to našo najbolj prodan izdelek, ta družina ILO, ki se te linearni profili, je možnih konfiguracij preko 80 milijonov. V Ledluxu združujete, lahko bi rekli, najboljše iz Slovenije in Italije. S poslovnim partnerjem sta 10 let nazaj stopila na skupno poslovno pot. Kako se, bom rekla, danes obrestuje ta poslovna pot, to sodelovanje med Italijo in Slovenijo konec koncev? V bistvu zelo, zelo dobro. Ta poslovni partner, Dino Ferragotto, v bistvu je kot en moj mentor. Bom rekel temu tako, predvsej me je naučil, vseh teh letih mi je dal znanja, ne, in non-stop zmeram se skupaj se pogovarjava, sprejemava odločitve in vse te stvari je tudi precej inovativen, sam kot osebnost, precej vidi in je res, si lahko vsak želi takega poslovnega partnerja. Se pravi, slovensko znanje, inovativnost in italijanska poslovna tradicija. Tako nekako. Kaj vas je naučil, kad ste dejali, da je bilo res veliko znanja prenešenega na vas? Najtežje pri meni je bilo, sem
sem prepričan, da to je pri vsakem podjetniku, dati svoje znanje naprej in ne biti v centru vseh odločitev. On mi reče, Matija, po italijansko, devi delegare, moraš dajati delo naprej in pustiti drugim, da drugi naredijo, tudi če se zmotijo, jih pustiti in pač, če se bo enkrat zmotil, dvakrat zmotil, ne, v tretje se ne bo. Če se bo v tretje, potem je nekaj narobe. Ne. Najtežje je bilo to pri meni, da moje delo naprej in pustiti zaupati. Se pravi sodelavcem, da so enako dobri kot vi, da enako razmišljajo? Se ni to. Jaz vem, da boljše razmišlja, samo to je bilo najtežje dati enemu delo, tvoje delo naprej in v bistvu spustiti zaupati. Spustiti z rok, po domače rečeno. Kaj pa potem nadzor kot tak? Nadzor se vidi, če je delo narejeno, najlažje in kako je narejeno. Ne? Na ekipo stavite že od samih začetkov dalje. Pravzaprav se ta zelo, zelo veča. Gledala sem, podatke 2-3 let nazaj, ko vas je bilo približno 37, danes skoraj 80. Pomembno je živeti kot ena skupnost, razumeti se, imeti iste cilje. Res je, pri nas je bomo rekli tako, večina kadrov v pisarni, v kateri je prišlo kot študentje, so prišli na prakso in potem so ostali in danes vejo dosti več kot jaz, precej od njih. Jaz ne vem več vsega, kar se dogaja, ker niti fizično ne zmore človek, ne zmore. Tako da imam res super ekipo, da vsak od njih pokriva svoje področje in pokriva, boljše si ne bi upozamisliti. No, verjetno je tudi vodja tak, da nekako greste sinhrono z roko v roki. Jaz upam, da ne oviram. Bi morali zdaj poklicati v podjetje Ledlux, ampak prej, ko ste govorili po telefonu, sem slišala, da imate tak odnos, ki vas verjetno konec koncev tudi inspirira. Zakaj pa ne? Povejte mi, po kakšnem ključu zbirate sodelavce? Sodelavce ne vem, precej jih pride na razgovor in potem že na razgovoru se vidi izobrazba, pri nas ne pomeni nič dejansko. V bistvu je, kako človek razmišlja, kako se bo lotil iskati problema, kako bo rešil problem in to v bistvu ta glavno, da jaz rečem po domače, da zna uporabljati zdravo kmečko pamet. Matija, povejte mi, veliko izzivov je bilo v teh 10 letih, pa vendarle eden večjih za vse podjetnike, gospodarstvenike, obrtnike je bil korona čas. Takrat je bilo potrebno sprejeti hitre odločitve, predvsem pa potegniti ven optimizem od kjerkoli že in vi ste ta čas izkoristili sebi v prid. Tako je, kaj je prišla v bistvu korona. Mi smo imeli zametlih sejem, naš največji sejem, kateri se dogaja v Frankfurtu in smo zvedli par dni prej, da sejem odpade, se je tako odločilo razstavišče. Potem smo se pri nas malo ustavili in smo rekli, dajmo pa zdaj, da ne bomo stalno hiteli z razvojem, z vsemi stvarmi, malo presekati vse in smo začeli digitalizacijo, v bistvu urejanja vseh podatkov prvo v razvoju, iz razvoja smo šli na poslovanje, na digitalizacijo procesov, avtomatizacijo in vse te stvari. Digitalizacija pa tisto, kar morava zdaj opredeliti, obdelati in avtomatizacija, brez katere pravzaprav ne bi morali več tako rekoč delati, kaj ne? Po moje si danes nobeden v našem podjetju ne predstavlja, kako bi bilo danes brez tega. Kako to zgleda v vaši hiši? Zgledalo je tako, da smo se usedli en dan, smo pač prišli videli, katere probleme imamo v podjetju zaradi počasnosti poslovanja in vsega in smo začeli iskati rešitve. Na koncu smo vsi prišli do enake rešitve, da moramo avtomatizirati procese, čim več kot se da in tako smo naredili, v bistvu tudi olajšali poslovanje našim strankam in nam samim z avtomatizacijo kompletnih procesov v podjetju. Ampak to je dolgotrajen in, kar se financ tiče, težak projekt? Dolgotrajen, lotili smo se 2020, traja še danes in vsak dan vidimo, kaj moramo še narediti, dodati, spremeniti, izboljšati.
Pomoč ste poiskali skupaj s podjetjem Alias, ki je tudi locirano v Primorskem tehnološkem parku in se prijavili na podjetniški sklad, projekt Digitalna transformacija, ki vam je pot, saj z finančnega vidika nekoliko olajšal? Predvsem je pomagal takrat. Ne? V bistvu, če ne bi takrat dobili tega razpisa, se ne bi lotili tako na veliko vsega delati. S tem razpisom smo v bistvu dosegli, da smo digitalizirali komplet razvoj, smo naredili nek nov spletni konfigurator 3D, kateri si stranka sama izriše svoj luč v 3D prostoru, dobi tudi 3D datoteke, vse podatkovne kartice. Pa se stranke tega poslužujejo? Se poslužuje zmerom bolj, kot vsaka noviteta rabijo, samo v bistvu vsega tega je, da si stranka enkrat skonstruira svoj luč, grejo vsi podatki v naš ERP sistem, vse kosovnice, tako da točno vemo, kateri material, koliko materijala, vemo točno, koliko nas stane določen produkt, se generirajo vse risbe za izdelavo luči, za obdelavo luči in na koncu tudi vse tehnične kartice, navodila in tako. Pa v tem procesu, če se malo pošalim, vam je kdaj padel mrak na oči? Koliko kaj, skratka, ne enkrat, še danes nam. Ampak kot rečeno, neizbežno, kaj ne? Ampak to pomeni morda manj ljudi na tem procesu od razvoja do stranke same? Vam bo pot skrajšana, olajšana? V bistvu je ljudi, jih ni manj, ampak jih je več, ker to, kar smo prej delali manualno, zdaj pišemo v bistvu programe, logiko, kako se to dela avtomatsko in kako so vsi procesi povezani. Na koncu mi s mojim partnerom se zmeraj šalimo, da začeli smo kot podjetje elektronikov, prišli smo na podjetje strojnikov in ratavamo počasi IT podjetje. Zaradi te digitalizacije in ka IT postaje zmeraj pomembnejši v podjetju. A kaj bi rekli tistim, ki odlašajo, da naredijo te pomembne korake? Prej jih bo moral vsak narediti. To bo neizbežno. Kako gledate vi kot doprinos vašemu podjetju prav te avtomatizirane postopke? Jaz lahko povem, tako kot naše stranke vidijo. Prej, ko smo imeli cenike in če se tako pošalimo 80 milijonov kod, to je Excel po 600-700 megabajtov in več. Navaden računalnik ga skoraj da ne more odpreti niti več. In smo videli že pri strankah, ko smo počeli ločene cenike in to je bil problem iskati določenega artikla, ceno in vse. Danes ima vsaka stranka, smo naredili naš portal MyLeadLux, katera se registrira noter in tam si beleži svoje projekte, dobi ceno v realnem času, dobi vse tehnične podatke, kateri se generirajo on the fly. Se pravi, da za vsako luč se zgenerira tehnična kartica, ni da jih imamo spravljenih 80 milijonov in ko mi spremenimo nek tehnični podatek na začetku, se to tle avtomatsko z vsakim novim, ko se generira nova ta tehnična kartica, se tudi upiše novi podatki, tako imamo vse avtomatizirano, kompletno. Pot digitalizacije in avtomatizacije, Matija Klinkon, pravite, da še sami ne veste, kaj bo jutri in kam greste. Res je. Ampak to je življenje, ne? Veste pa, da ste bili med 3 finalisti in sicer lani Go Digital, mislim, da projekt, bili ste izbrani za ali med najboljšimi digitaliziranimi projekti. Prav s to zgodbo, o kateri sva govorila. Tako je. V bistvu je bilo 15-20 podjetij se prijavilo, sodelovalo in za nas je bilo tudi, smo bili zelo ponosni, da smo bili eden izmed 3 finalistov in da smo dobili tudi kot neko vrste priznanje na podelitvi. Je bilo res lepo zaključena za nas zgodba, začetek zgodbe, katere smo se lotili to digitalizacijo v podjetju. Kljub temu, da se je vmes pojavilo marsikakšno skeptično vprašanje, če tako le rečeva, ampak digitalizacija traja in kot pravite je never ending story, kaj ne? Točno tako. Ampak ni pa to edina nagrada, na katero ste ponosni, oziroma glede na to, da ste se zavihteli med prve 3. Bili ste že kar nekajkrat nagrajeni, na kaj ste morda najbolj ponosni? Bili smo German Design Awards, Big C Awards, od enih angleške revije smo bili tudi tam med shortlisted, ali kako rečejo, ne.
to so v bistvu priznanja, katera dobimo. Potrjujejo, da delate prav. Potrjujemo, da delamo všečne stvari, bom rekel jaz tako. Pa odpirajo te nagrade nova vrata? Imate te Tudi pozitivne odpirajo, nova vrata si odpiramo tudi drugače. No, naj povemo, da delujete kar v 30 oziroma tja do 35 državah sveta. Zanimiva pa je zgodba, kako ste začeli odpirati prva vrata, ne? Takrat, ko startup LedLux pravite, da je LinkedIn bil tisti, ki je bil glavni. Poleg vas osebno, seveda. Ja, v bistvu prav na začetku, kako sem se večkrat vprašal, kako dobiti stranke, kako povedati, kateri produkt imaš, poznate ne nobeden. In jaz sem potem vsak dan sem se opisal vse možne grupe na LinkedInu, ki imaš za razsvetljavo, ki je bilo Solid State Lighting, Energy Efficient Lighting, je bilo njih 15 grup. Tam sem dobil nove kontakte, sem gledal, kdo v teh grupah sodeluje, ne sodeluje, da sem v bistvu sploh spoznal vse te ljudi, večinoma za razsvetljave, in tako sem v bistvu navezal stike z strankami, z katerimi sodelujemo že danes. Tako sem šel tudi prvič, ta taka malo zanimiva zgodba v Katar. Sem rekel, da Katar je bilo novo tržišče, kako priti v trg tam. Sem pogledal vse kontakte, katere sem imel s Katarja na LinkedInu. Prej sem si kupil vozovnico in hotel z rihto vizo, ker takrat je bilo precej zakomplicirano še to narediti. In sem pisal vsem tem kontaktom, od tega do tega datuma sem v Katarju, se lahko zmenimo za sestanek. Tako sem si zapomnil te 4 dni, ko sem bil v Katarju sestanki, smo dobili prvega partnerja v Katarju, s katerim smo potem naredili tudi prvi največji projekt. Smo opremljali parkirišče Burj Khalifa stadion in je bil tak prvi velik projekt za nas. Ja, izvolite. Vse pa preko LinkedIna na koncu. Ampak kakšno taktiko ste zbrali, da so pravzaprav, da ste jih prepričali, da so prišli, da so se razvile prve debate, vendar je tisti osebni stik verjetno najpomembnejši, da se potem zgodi poslovno sodelovanje? Tako je, res je. Prvi stik je bil preko LinkedIna, da smo se spojili, kako se reče, da smo navezali kontakt. Prvi sejem, katerega smo imeli leta 2016 v Frankfurtu, sem jaz večer, preden smo šli dol, tem kontaktom, kateri sem bil bolj navezan na LinkedInu, poslal, sem imel tudi mail naslove, poslal 430 mail sporočil, še zdaj spomnim, sem bil do 3 zjutraj na kavču in pošiljal doma. Od teh 430 jih je na koncu enih 120 prišlo dejansko na našo stojnico na sejmu, in od teh dejansko danes še sodelujemo s par dnevmi, so tistega dneva še zmeraj naši partnerji in stranke. In vi temu rečete sreča? Ja. Pogum, iznajdljivost, prodornost, vse to bi lahko še pripisali, kaj ne, uspehu, verjetno pa tudi verjeti vase, ne? Ko ste pošiljali ta sporočila prek LinkedIna, koliko zaupanja ste imeli, da se bo vendarle, če sploh kdo odzval? Jaz sem si takrat rekel tako, zgubiti nimam nič. Okay. Če kaj pridobimo. In na koncu je ratalo tako. Ste pridobili veliko, ja. Si kdaj tako rečete tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev? Danes ne več, verjetno. Danes premislimo dosti bolj. Danes ni več tega manevrskega prostora. Ampak na začetku verjetno ste šli tudi kakšen korak po tej poti. Smo šli precej korak po tej poti. Stranka je kralj, pravijo, verjetno na enak način razmišljate tudi vi. Res je. Ja, druge ni, ampak kako ohraniti zaupanje stranke? Zaupanje stranke, predvsem kar se mi obljubi, da se drži obljubo, ko dostikrat pride do nas, pa bi radi to tako narejeno, to tako malo drugače, vsak bi nekaj spremenil pa dodal, in da kar se obljubi, se drži na koncu. Ali se reče na začetku, se ne more, ali pa lahko naredimo tako in s pogovorom potem pridemo do končne skupne rešitve. Seveda, 35 držav sva rekla, stranke so različne, morda na katerem predelu so najbolj zahtevne? Kot sam osebno sem dobil tudi podjetje posledično največ znanja od razsvetljave Švedske.
Švedska je tudi eden izmed naših prvih partnerjev in od vseh držav po svetu oni cenijo najbolj svetlobo in kako so pisarne osvetljene, kako so domovi osvetljeni, kakšna je kvaliteta svetlobe, pazijo zelo na to. Verjetno tudi to posledično zaradi tega, ker imajo 6 mesecev temo, ampak so najbolj zahtevne stranke glede razsvetljave. Pa mislite, da tudi nasplošno mi v poslovnih prostorih, v domovih premalo pozornosti posvečamo prav tem temam, kako svetloba, kakšna svetloba, kateri koti smo, kar se tega tiče, zelo tako pavšalni? Cela Evropa je pavšalna. Ta trend od, v bistvu se reče po svetu light designerji, se največ pozna, začelo se je prav na Švedskem, razširjen je v Londonu, Norveška, Finska, Nemčija se zdaj počasi tudi precej odpira že neki let, ne? In vse te stvari, vse te veliki študiji, ki delajo te študije, so se preselili zdaj v komplet v Middle East in ostale države. Ta center Evrope, kot je tle, ta srednji pas, je pa precej malo, damo na to in gledamo, kako ne bi bilo pravilno osvetljeno in vse te stvari. Se pravi, nas morate še kaj naučiti. To ni v naši domeni. Kakšne so želje? Kje bo LED Lux čez 5-10 let? Čez 5 do 10 let, ja, po moje, jaz upam, da bomo še malo večji. In naša želja je, zdaj raziskujemo alternativne materijale, kateri so biorazgradljivi. Smo že dobili partnerje v Italiji, kateri delajo plastične materijale, ki pridejo do 98% razgradljivosti, se pravi, lahko se jih da v biokompostnik in se razgradijo, narediti luči iz tega. Kaj žene podjetnika za vedno več novega, drugačnega, za biti boljši, najboljši? Da te ni dolg čas. Ne, se hecam. Zmeraj moraš misliti korak naprej, gledati, kam gre, kam se usmerja. Zdaj je, vse stranke so začele gledati, moraš imeti EPD, European Environmental Product Declaration, v Angliji imajo TM 66, kateri je spet njihov certifikat za trajnost, reciklabilnost, environmental friendly, kako bi se reklo po angleško, in vse te stvari. In v naslednjih 5 letih mislim, da bo precej poudarka na temu. Matija Klinkon, čisto za konec, na kaj v teh 10 letih ste najbolj ponosni? Na ekipo ljudi, s katerimi vsak dan delam in imam in lahko zaupam. Lepo. In kako jih motivirate, da je temu tako? To moraš se pa njih vprašati. Ob drugi priložnosti. Ampak čestitke za 10 let in za tako motivirano ekipo, s katero, kot razumem, dihate skupaj in enako proti skupnim uspešnim poslovnim ciljem. Naj tako ostane. Hvala za obisk v studiu, čestitke in vse dobro še naprej. Najlepša hvala.